Lepo pozdravljeni, dobrodošli v mesečnik za april. Moje ime je Lili Sorum in tokrat sem nalaž počakala, da se je mesec dejansko pričel. Običajno gre mesečnik ven prej. Zakaj? Zato, ker se so s 1. aprilom pričeli tudi ukrepi, zato, ker opažamo vse več nezadovoljstva, zato, ker sam april bo prinesel drugačno energijo. Bo prebujal energijo preteklosti, energijo, ki je že preživeta, izživeta, na nek način zastarela. To se lahko kaže na veliko različnih načinov. Lahko se kaže v načinu, kako se mi odzivamo, da nam gre nekaj zelo na živce, saj ko je nekaj preživeto, ko nekaj več ne sodi v ta prostor in čas, ko več nima svojega namena, nam gre na živce. Veliko stvari se nam obeta v mesecu aprilu. Najprej pa bi se morda dotaknila najbolj perečega vprašanja, ki sem ga deležna skoraj vsak dan. Kdaj bo šla ta korona stran, kdaj se bodo te stvari umirile, kdaj bo mir, a bomo sploh še kdaj normalni. Jaz mislim, da normalni smo še vedno, oziroma če gremo v drugo skrajnost, zakaj pa bi mogli biti? Jaz se velikokrat hecam. Vsak izmed nas ima svoje lekcije in je na svoj način nor. Torej, zakaj bi hoteli biti normalni in ukalupljeni? Zakaj bi si želeli biti copy-paste? Zakaj bi si želeli biti kopija nečesa ali nekoga drugega? Če gledate sebe 10, 20, 30, 50 let nazaj, si želite biti ista oseba ali vidite pri sebi razvoj, napredek, spremembo? Tudi v družbi, jaz upam, da končno te stvari, katerim naj bi odklenkalo, bomo predelali v letošnjem letu. Torej, namen letošnjega leta je padec tistih sistemov, tistih načinov razmišljanja, delovanja, odzivanja, življenja, ki resnično ne sodijo več v ta čas, v ta prostor, v to zavest, v to, kar si mi, vsak izmed nas, upam, da kot posameznik želi ustvarjati v družbi. Torej, če vzamemo en zelo abstrakten pojem, ki morda v Sloveniji ni tako zelo aktualen, rasizem. Morda je pa res čas, da ga izkoreninimo. Na globalni ravni bo po vsej verjetnosti to potrebno. Na globalni ravni bo potreben odziv, da hej, to pa več ni okej. Podobno kot je bilo s suženjstvom. Ko se je dovolj energije nabralo na globalni kolektivni zavesti, so se stvorili in zgodili tisti ta pravi premiki. In dragi moji, v takšnem letu smo. Na globalni ravni se bodo stvari spreminjale in na ravni posameznika. Naslednje leto je mojstrsko leto, naslednje leto stopamo v 22, ko bomo stvari na nek način zabetonirali. Torej to, kar bomo letos predelali, to, kar bomo letos ozavestili, to, kar bomo letos izboljšali ali poslabšali, tako bo ostalo. Torej, če pogledamo vse te stvari, ki se dogajajo letos, pa lansko leto, pa vse teorije zarote, pa vse, kar nam gre na živce, kaj izmed tega lahko mi kot posameznik pri sebi spremenimo, da tako vplivamo na družbo. In vem, da to zveni tako zelo abstraktno. Ampak, če se vrnemo k preteklosti, če se vrnemo k aprilu. Aprila se bodo zbujali vzorci, načini razmišljanja, odzivi, ponavljam se, ki ne sodijo v ta prostor in čas. Velika verjetnost je, da se boste lažje povezali s svojimi predniki, z energijo prednikov, s svojimi koreninami, kar pomeni tudi tistimi predniki, ki jih morda ne poznate, tudi tisto energijo, za katero morda ne vemo, saj vemo, da zgodovino pišejo zmagovalci, pri nas ni čisto nič drugače. Torej, ozaveščali bomo stvari, ki so globoko v nas kot v družbi. Morda ne tako na ravni posameznika, ampak v družbi. Seveda se moramo za to ustaviti. Seveda je potem potrebno dati mir, pa prisluhniti sebi, pa prisluhniti življenju. In če smo v vsakodnevnem vrvežu, in če smo v vsakodnevni naglici, ali si res vzamemo čas, da se pogovorimo sami s seboj? Ali si vzamete čas, da prisluhnete sebi, da prisluhnete svojemu telesu, temu, kar vam sporoča, da prisluhnete sporočilom vesolja, življenja, Boga, angelov, vodnikov, kogarkoli, katerekoli energije, katerikoli izraz je vam blizu, tistega uporabite v svojem vprašanju. Ali prisluhnete sporočilom, ki vam jih življenje ponuja. In aprila bo sama energija zavirala ta pretok. Občutek bo, da smo se zataknili nekje, občutek bo, da potrebujemo zrak, pa ne moremo do zraka, občutek bo, kot da smo zadekani, kot zdajle jaz, zafirankani, kot da smo ujeti znova doma v dnevni sobi. In moje vprašanje vam je, ali boste resnično doma v dnevni sobi z nogami na mizi, gledali morda kakšne nadaljevanke, ki nimajo kakšne pretirane globoke vsebine, ali boste končno prisluhnili sebi, ali boste prisluhnili svojemu telesu, boste prebrali kakšno dobro knjigo, pogledali kakšen dober dokumentarec, boste končno morda zdaj si vzeli čas za vse tisto, kar morda do sedaj še niste, kar vas je zanimalo, pa za to nikoli ni bilo časa.
Vem, vsem se nam tale karantena vleče, vem, da to vpliva na našo psiho, vem, da to vpliva na naše odnose, vsega tega se zavedam. Preprosto pa si želim najti pozitivo v temu, kajti to je tista ultimativna izbira, ki jo imamo v življenju. Bomo našli nekaj pozitivnega ali bomo vztrajali pri negativnem. Torej, ali se bomo oklepali strahu, ali bomo previdni, ali se bomo oklepali občutka nemoči, ali bomo iskali tiste strategije in tiste trenutke in tiste situacije, kjer pa imamo moč izbire, kajti moč izbire imamo vedno. Vedno lahko rečemo, našel bom nekaj dobrega v temu ali pa ne. In jaz upam, da aprila, ko bo energija zavirala, ko nas bo spodbujala, da pogledamo vase, si bomo vzeli ta čas, si bomo dali ta mir, se bomo pogovorili z našimi predniki, z babicami, z dedki, s pradedki, oziroma s tistimi, ki morda so tako stari, kot bi bili naši pradedki in prababice, o času, s katerega so oni, o načinu razmišljanja, ki ga imajo oni. Kajti tudi mi, najmlajši, mnogo mlajši od mene, bomo nekoč zastarela generacija. Zelo hitro bomo zastarela generacija. Že samo tehnologija, glejte, kako hitro napreduje, da jo včasih starejši težko dohajamo. Torej, april naj ne bo mesec, v katerega stopamo s slabo voljo. Naj ne bo mesec, v katerem si mislimo, joj, pa spet smo zaprti, pa spet je to, pa še za 1. maj bomo zaprti, pa še pol bomo zaprti. Mogoče res. V resnici ne vemo. Vemo pa, da lahko vsak tak trenutek izkoristimo za sebe, za svoje drage, za krepitev našega občutka varnosti. Kajti samo mi sami si ga lahko damo in velikokrat zamenjujemo občutek navajenosti, poznanosti, tega, da vemo, kaj se bo zgodilo, z varnostjo. V resnici pa ne vemo. Dragi moji, če si nalijemo čistega vina, tudi ko gremo skuhat kavo, včasih je prvovrstna in bi jo lahko spili cel liter, včasih je pa tako za nič. Pa smo storili isto kot ponavadi. Včasih je kava malo slabša, včasih je vode malo manj, razlogov je milijon. Isto je v življenju. Včasih se stvari, ki nam grejo tako zelo na živce in tako zelo pritiskajo na naše gumbe in smo živčni, smo zoprni in smo kar naenkrat celi uporniški, pritiskajo tja z razlogom. Torej, največjo uslugo, ki lahko naredite sami sebi v aprilu, je, da prisluhnete sebi. Na katere gumbe pritiskajo ti ukrepi? Na katere gumbe pritiskajo komentarji vaših sorodnikov, vaših najbližjih? Na katere gumbe pritiskajo komentarji, situacije, okoliščine, ki za vas predstavljajo avtoriteto? Morda je to nadrejeni v službi, morda je to sosed, ki se ga bojite, morda je to sošolec, ki se ga bojite, morda je to vaš starš, morda je to celo vaš partner. Jaz bi rekla, da leto ločitve pravzaprav ni bilo lansko leto. Lansko leto smo pričeli ozaveščati, v katerih odnosih se ne počutimo izpolnjene, v katerih odnosih ni vse tako kul, ali pa sej ni toliko hudo, kot bi si želeli, da bi bilo. V letošnjem letu, zaradi seštevka 5, se poraja tista potreba po svobodi in potrebna predrznost, drznost, pogum, strast, da naredimo tisti korak naprej, ki pa včasih vodi tudi stran. Včasih vodi pa nazaj k tej osebi, v katero smo se vendarle nekoč zaljubili in s katero smo se imeli lepo. In morda poznova nekoč tako. Ampak, naj se še enkrat ponovim, zato se je potrebno ustaviti. Si je potrebno pogledati v oči, si je včasih potrebno tudi zjokati, objeti, mogoče biti tudi jezni, predvsem pa je tukaj potreben pogovor. Letošnje leto, celotno 2022 do 2029, vseh teh 10 let simbolizira komunikacijo, odnose, povezovanje. Najbolj pomemben odnos, ki ga gojimo v življenju, je odnos, ki ga gojimo s seboj, kajti samo s seboj smo od prvega trenutka do zadnjega trenutka. In jaz verjamem, da v teh trenutkih in obdobjih, ko smo nekako ujeti v primežu samih sebe, svojih mislih, svojih reakcij, se lahko največ o sebi naučimo. In verjemite, da slej ko prej na življenju ustavi. Tudi takšne, ki vemo, da se je treba ustaviti, da se malo pohecam. Tudi mene je krepko življenje ustavilo. Tudi jaz ne vem, kaj bo z roko, ne vem, kaj bo s prstom, veliko je negotovosti. Seveda mi ni vseeno, seveda me je na trenutke tudi strah, seveda imam tudi jaz slabe dneve, nisem vedno takole nasmejana. To je pravzaprav biti človek. Imam pa vedno izbiro, ali bom zdaj hranila te slabe trenutke, ali bom hranila ta strah, kaj vendarle bo s prstom, ali bo potrebna operacija, ali bo uspela operacija. Veste, kaj vse gre lahko narobe? Vse gre lahko narobe. Vedno gre lahko vse narobe. Ampak
vedno gre lahko tudi vse prav. In ko pridemo do tistih trenutkov, ko je vse črno, ko je vse grdo, ko je vse bed, ko je vse grozno, ko ne vidimo morda svetle točke naprej, takrat je potrebno vzeti čas zase in se morda preprosto ugasniti. Kaj je tisto, če bi vas zdaj vprašala? Kaj v takih trenutkih, kaj je tisto, kar vam pomaga? Ali je to, da greste spat? Ali je to, da se zjokate? Drage dame, morda greste v banjo, si prižgete svečke. Dragi gospodje, morda si odprete per, pogledate fuzbal ali pa kakšno tekmo ali pa kakšno dirko. Kaj je tisto, kar vam pomaga, da svoj izklopite iz tega direndaja, ker to pravzaprav je. Naša domišljija je vedno z nami. In naša domišljija bo vedno najdla 1000 in eno stvar, s katero nam bo potrdila to, kar mi verjamemo. Torej, če jaz verjamem, da bo s prstom šlo vse narobe, kaj vse bo moja domišljija meni postregla, ne sem s tem prstom. Jaz imam bujno domišljijo, verjemite vi meni, vsak 10 prstov bo nekaj najdel zase. Več različnih scenarijev. Torej, učimo se usmerjati našo domišljijo v pozitivo, učimo se potrpežljivosti, učimo se komuniciranja, učimo se drugačnosti, učimo se predelovanja vseh tistih stereotipov, katerih do sedaj jih še nismo. In ko govorimo o tistem koraku naprej, tisti drznosti, predrznosti, resničnih spremembah, resničnemu preboju letošnjega leta, to šele prihaja maja. April bo prinesel občutek, kot da smo padli v zavorno olje. Tudi to ima svoj namen. Torej, vem, da vedno znova prihajam k istemu in tudi aprila bo tak občutek. Aprila pravzaprav na nas vpliva po eni taki posebni formuli, število 9, ki simbolizira preteklost. Zamislite si zdaj le 9, kot tale repek, ki manjka. Če primerjamo 8 in 9, 9 je tista, ki se uči zajemanja zase in se pravzaprav uči tega, da smo mi tisti, ki izbiramo, kaj zajamemo. Določene duhovne teorije trdijo, da smo si starše sami izbrali, duhovna numerologija trdi, da smo si tudi ime sami izbrali. Morda se s tem strinjamo, morda ne, ampak dejstvo je, da sami izbiramo, kdo smo, kakšno osebno oblikujemo in posledično kakšno družbo oblikujemo. In število 9 simbolizira celost, univerzum, del sveta ste. Vsak izmed vas je delček sveta. In tako kot je vsaka nitkica tule v tem pletu pomembna, kajti če se strga, bo za seboj potegnila celo vrsto, ste tudi vi pomembni. Morda se samo vi tega ne zavedate. In če govorimo o nekem abstraktnem pojmu, kot je rasizem ali v čemerkoli drugim, ste tudi vi del te večje celote. In ste morda beli, morda ste črni, morda ste sivi. V resnici smo vsi sivi. V resnici smo vsi en odtenek sive. In če dodamo še paleto ostalih barv, seveda vsak izmed nas je unikat. Dajte si aprila čas, da prisluhnete temu, kdo pravzaprav ste, kaj vas osrečuje, kaj vam daje občutek varnosti. Število 4 povezujemo s fizičnim telesom, zato je predvidevati, da boste ta sporočila dobivali preko počutja. Torej, kdaj ste jezni, zakaj ste jezni, kdaj ste utrujeni, kaj vas napolni z energijo, kaj vas napolni z radostjo, kaj vas napolni s srečo, kdaj ste bili nazadnje nefrišno zaljubljeni, a ste bili kdaj sami v sebe nefrišno zaljubljeni, ali pravzaprav je vas kdaj tako zanimalo, kdo ste vi, kot vas je zanimalo, kdo je oseba, v katero ste frišno zaljubljeni. Ko nam je nekdo všeč, ko nam je kdo simpatičen, ko smo čisto, nas vse zanima, kakšna je njihova najljubša hrana, pa smo pa tako veseli, če imamo ista zanimanja, če imamo isti okus. Kdaj ste nazadnje sebe razlikovali, kajti jaz verjamem, da v vseh letih življenja se tudi okus spremeni, poskusimo nove stvari, jaz upam, da boste letos eksperimentirali, da si boste drznili poskusiti marsikaj, česar do zdaj še niste. In veste, včasih je za to dovolj dnevna soba, včasih je za to dovolj domači kavč. Ne potrebujemo eksotičnih destinacij, ne potrebujemo eksotičnih, ne vem kako, da morda malo grdo rečem, divjih obredov, ki ne sodijo v naš prostor in čas, v katere mi nismo odraščali, katere absolutno vam zagotavljam, v globine ne razumemo. Marsikateri šamanski obred, marsikateri indijanski obred, marsikaj, kar je zdaj moderno, če se bom komu zamerila, se opravičujem, v globine v resnici ne razumemo, ker to ni naša kultura, ker to ni naša zgodovina, ker to niso naša verovanja. Kaj pa so vaša verovanja, vaše zgodovine, vaše navade? Vi.
To je namen tega, da se bomo v aprilu vedno znova srečevali sami s seboj, da bo občutek, da se vrtimo v krogih, da vedno znova slišimo isto, beremo isto. Verjamem, da imate mogoče tudi mene že poln kufer, ko skozi en te isto ponavljam, ampak verjemite, dragi moji, letošnje leto je zelo pomembno. So obdobja v življenju, ko mogoče ga lahko pobiksamo, pa nam življenje takole pogleda skozi prste. To so trenutki, ko nam ne. In naslednje leto postavljamo temelje za 22 generacij pred nami. Če imate otroke, verjamem, da jim želite najboljši možni svet. Kakšen pa je svet, v katerem živimo? Koliko se zavedamo, da smo eni redkih, ki imamo še pitno vodo iz pipe, ne glede na to, da več ni iste kvalitete, kot je bila še 30 let nazaj. Koliko se zavedamo tega, da živimo na ozemlju, kjer ni vojne, kjer ni hude lakote, kjer ni hudega pomanjkanja, kjer ni ekstremnih podnebnih sprememb. Znamo biti za to hvaležni? Ali nam je to samoumevno in se nam zdi še premalo? Vse to bodo vprašanja in izkušnje, ki se nam obetajo aprila. Jaz verjamem, da jih bomo predelali, jaz verjamem, da jih bomo videli, verjamem tudi, da bomo kakšen dan slabe volje. Vse to je izkušnja tega, da smo človek. Vse to je del življenja. Vse to življenje bogati. Brez noči ni dneva, brez tega, da smo sem pa kaj slabe volje, utrujeni, da se slabše počutimo. Tudi ni tega občutka hvaležnosti. Tudi morda potrebujemo na globalni ravni en močen opomnik, da ne ravnamo dobro s planetom, na katerim smo, da nimamo nekega nadomestnega planeta, da je tudi mati Zemlja živa, da tudi mati Zemlja čuti, da jo nekako nasilno ubijamo, si bom drznila reči. Vse to paše pod število 4. In zato, ker je bilo lansko leto seštevek letnice 4, so se stvari pojavljale na nivoju globala, se pravi na nivoju celotne Zemlje, na nivoju fizičnega telesa, torej zdravja. S tem nočem reči, da se nam bo zdravstveno stanje poslabšalo v aprilu, ampak želim poudariti, da dajmo oblikovati bolj zdrave navade. Poglejte, na internetu je ogromno fantastičnih prispevkov, videov, člankov, tečajev, kako se bolj zdravo prehranjevati, kako se bo zdravo gibati, in jaz upam, da ne glede na to, da so nam v prvem delu aprila napovedane plohe, boste našli način, da boste šli ven na sonček, v naravo, seveda na varen način, ne tako, da nas bo cela truma, kot je ponavadi na Šmarni gori v Ljubljani, ampak da si bomo vzeli čas zase in prisluhnili preprosto sebi. In jaz upam, da bom, kot vedno od vas dobim veliko mailov, da bom dobila tudi kakšne takšne, ko bi boste rekli, Lili, res, the best, toliko pa toliko stvari sem pri sebi ozavestil, opazil, prepoznala, ki jih sicer ne bi. Kajti življenje, kadarkoli nas ustavlja z razlogom. Jaz zelo verjamem, da življenje vedno ve, kaj počne. Mi, človečki, ne čist zmeri, če smo iskreni. Torej, dragi moji, naj bo april en tak prav poseben mesec, v katerem boste vi bili tisti, ki ste v ospredju. Zdaj si bomo pa na hitro pogledali še izsek iz moje oddaje na ETV. Začnimo teden z Lili Sorom. Po številih od 1 do 0, se pravi za vaše število življenjske poti, kaj prinaša prvi teden aprila, ki je karmičen. Tudi kasneje bodo z nami še karmični tedni, o tem si lahko preberete vsak teden v mojem numeroskopu. Torej, dragi moji, informacij, vodil na svetu je več kot dovolj. Samo od vas pa je odvisno, kateri izmed teh z vami resonirajo, kje se najdete, kaj boste za sebe vzeli in kaj ne. Če damo eno tako malo hecno vzporednico, ko gremo recimo v kitajsko restauracijo, poskusimo to hrano, pa drugo hrano, pa je vse tako eksotičen, pa samo nenavaden. Pa ene stvari so nam dobre, pa jih bomo naslednjič znova naročili, nekatere nam niso, pa jih ne bomo. V življenju je včasih podobno, ampak zato se je potrebno ustaviti. Tako da zdaj se bom nehala ponavljati in vas vabim v drugo polovico oddaje in tudi sicer vsak ponedeljek ob 8 zvečer na ETV. Če nimate možnosti tega ogleda, si seveda lahko oddaje pogledate tudi na mojem YouTube kanalu. Dragi moji, vzemite si čas za sebe, objemite se tako, kot bi objeli najljubše osebe v svojem življenju. Če greste nazaj v svoje najstniška leta, v koga ste bili zatrpani, za koga bi dali obe dve ledvici, ne samo eno, da bi lahko to osebo spoznali. Kako bi jo po rokah nosili, kako ste oboževali to osebo, kako je bilo vse top, pa the best, kar je ta oseba naredila, kako ste mogoče se enako oblačili kot ta oseba, enako jedli, ste prevzeli neke stvari, ki ste jih slišali o tej osebi. Kaj, če bi zdaj sami sebe imeli na točno takšen način radi? Aj prav. En fantastičen naprim vam želim, se vidimo maja z naslednjim mesečnikom, imejte se fantastično. Pa, pa!
Torej, toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Pomagajte si s prsti, mogoče z mobitelom, verjamem pa, da do zdaj že vemo. Število življenjske poti 1. Pred vami je teden, v katerem je potrebno spustiti. Ste močni, ste samostojni, ste iniciativni, običajno ste vi tista gonilna sila. Kaj bi se zgodilo, oziroma kaj se zgodi, ko vam je ta občutek vodstvenega nekega položaja, se pravi odločitve, ideje, zagona, pogona, energije odvzeti. Predvidevati je, da v samem aprilu bo energija vas nekoliko bremzala, ravno zato, da boste lahko opazili, kaj vam je še pomembno in kaj ne. Torej, ne riniti z glavo skozi zid. Ne ta teden, ne v aprilu, vzemite si čas in spustite potrebo ne tako zelo po kontroli, ampak po temu, da veste, zakaj se gre, po temu, da ste vi aktivni. V tem trenutku, v tem tednu, v tem mesecu imate vso pravico spustiti niti iz rok in se spočiti. Kajti šele ko spustimo stvari iz rok, se odločamo, katere niti bomo nazaj zajeli. In to velja za vse nas. Število življenjske poti 2. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko zgodilo, da boste ali vi želeli prevzeti odgovornost za nekaj, kar vi niste storili, ali pa bo nekdo želel to na vas nekako preložiti. V obeh primerih je prav, da se postavite za sebe, v obeh primerih je prav, da pregledate, kam, do kam, zakaj in koliko je določena situacija ali razočaranje vaša odgovornost. Tudi če pogledamo nazaj v preteklost, kdaj vas je nekdo zelo, kdaj ste se počutili še posebej izdani, še posebej razočarani. Torej, do kam je vaša zasluga, bi mogoče lahko že prej prepoznali opozorilne znake, ste si zatiskali oči, ste upali na bolje, to se nam vsem daj zgodi, vsi smo samo človek, ne biti jezni nase, ampak prepoznavajte svoje lastne mehanizme. Kaj je tisto, zaradi česar se običajno, če se podredite drugim? To je lekcija meseca aprila za vas v temule prvem tednu, ko bo ta energija štirke šele prihajala nekako v zalet, pa se lahko zgodi, da se bodo določene stvari komplicirale, predvsem v odnosih, katerih del ste že nekaj časa. Se pravi, bodite pozorni na dolgoletna prijateljstva in partnerstva. Število življenjske poti 3. V mesecu aprilu bi se lahko zgodilo, da bi vam domišljija ponagajala v smeri strahu. Se pravi, ali je res tako zelo hudo, je res tako zelo slabo, a je res tako zelo dobro. Tudi v to smer gre včasih, lahko pa smo potem razočarani. O tem smo v naših oddajah že govorili. Torej, domišljija je vaša najboljša zaveznica. V aprilu jo zato usmerjajte v zdravo smer. V temule prvem tednu pa bi se lahko zgodilo, da bi se prebudili določeni občutki nemoči iz otroštva, vašega notranjega otroka, da ste imeli občutek ali pa je bilo nekako vam povedano, da ste vi krivi. Se veste, vse so nas včasih vzgajali na način, pojej solato, če ne bo babica žalostna. Po vsej verjetnosti je babica živela v nekem zelo oddaljenem kraju, se je nam kot otroku zdelo zelo nenavadno, kako bi pa babica vedela, da zdaj jaz nisem pojedel ali pa pojedla solate, ampak naših staršev nekako nismo postavljali na laž. Pejte nazaj, to velja za vse nas, tudi za vse ostala števila življenjske poti. Kateri so bili mehanizmi krivde, s katerimi ste bili vzgajani? Kajti v marcu se bodo znova sprožili, za vas, ki imate število življenjske poti 3, pa še posebej. Število življenjske poti 4. Vi bi se mogli aprila dobro počutiti, to je energija, ki je vam poznana, končno boste morda lažje zadihali ali pa malo bolj umirjeno zadihali. Podobno velja tudi za tale teden, vseeno pa vas velja opozoriti. Štirica je lahko zelo, zelo trmasta. Ne za vsako ceno vztrajati pri svojem. Kar ne pomeni, da nimate prav. Sploh ne. Pomeni preprosto, da včasih lahko, ko vidimo nasprotno stran, ko se ji odpremo, bolj razumemo drugo plat zgodbe in mogoče na drugačen način znamo razložiti svojo plat. Torej, če boste pogledali v črno, boste lažje znali v nekem odtenku sive povedati, kaj je to belo, ki ga vi nosite in želite izraziti. Če boste pa vedno samo v belem, pa druga oseba vedno samo v črnem, do te sive ne more priti. Ne gre za to, da bi mogli sebe prilagoditi, podrediti, spremeniti. Govorimo o tem, da enostavno pokukajte tja, kamor do sedaj si še niste upali, in to bo po vsej verjetnosti na področju odnosov, ki je morda pa je res zdaj skrajni čas, da si upate ven iz svojega območja udobja in naredite nekaj takega drznega, spontanega, strastnega celo, česar si do sedaj niste upali.
To je rdeča nit vašega aprila, pričelo se bo že ta teden, ko pa bo po vsej verjetnosti potrebno zagrizniti v kislo jabolko nekega odnosa iz preteklosti, ko pa mogoče ste bili vseeno malo preveč trmasti. Število življenjske poti 5. Pred vami je mesec, v katerem boste sami sebi malo odveč. Vsa ta energija, ki sem jo v začetku opisovala, za vas še posebej velja. Torej, določene stvari bi se lahko znova pojavile, določene stvari bi se lahko vlekle, lahko bi imeli občutek, da je vedno isto, novo pa isto. Lahko bi bili tudi nekoliko bolj utrujeni. Torej, to ne pomeni, da bo negativen mesec, to samo pomeni, da bo drugačen. Letošnje leto je za vas tako, vam na kožo pisano leto, ker je veliko dinamike. Sigurno je bomo vsi siti do konca leta, v to sem prepričana, tudi vi. V mesecu aprilu pa se dajte umiriti in predvsem prisluhniti, kakorkoli se bo to hecno slišalo, svojim nogam in svojim koreninam, svojim prednikom, del katere družbe se je, kakšna zgodovina se piše in pretaka v vašem DNK. Določeni izzivi, določeni dogodki v tem tednu bi vas lahko zelo sprovocirali. Po vsej verjetnosti se odgovor ne skriva tako zelo v vas samih, kot v nekem konceptu, v katerega ste rojeni, v katerem ste odraščali, v katerem ste se oblikovali. Torej, marsikdaj smo tudi jezni zaradi stvari, ki se nas pravzaprav naj ne bi tikale. Torej, samo narediti en inventurni popis, kaj je vam pomembno, kaj pa bi bilo pomembno vašim prednikom, pa morda vam ni. Število življenjske poti 6. Pred vami je teden, v katerem bi se lahko zgodilo, da boste do sebe prestrogi ali pa do nekoga drugega. Sploh, ko govorimo o odnosu starši otroci, v tem tednu bi lahko bili do svojih otrok nekoliko preveč zahtevni. Torej, dajte vdihniti pa razmisliti, ali je res tako zelo hudo, ali je potrebna jeza, ali je potrebna kazen, oziroma kje pa morda je končno potrebno postaviti mejo. Letošnje leto nam bo postreglo tako za enim kot drugim ekstremom, zaradi tega vedno, ko govorimo, kam bi lahko nekaj šlo v plus ali v minus, je potrebno upoštevati obe plati. Torej, je potrebno postaviti mejo oziroma kje je potrebno popustiti. Mesec april bo za vas mesec, ko bo vaše telo, vaše počutje vam sporočalo, del katerih odnosov si še želite biti in katerih odnosov ne. Predvsem pa v tistih trenutkih, ko smo sami s seboj. Ko se prebudimo, tik preden zaspimo, denimo, ko se tuširamo, v trenutkih, ko je tišina, ko svet okoli nas zgine, prisluhnite svojemu telesu. Sporoča vam, kje nekako, če rečemo od 1 do 10, na kateri stopnički je ljubezen do sebe, ki jo vi sebi izražate. Prej smo omenili pri petkih že prednike in koncepte, v katere smo bili rojeni. Za vas bo to aprila še posebej pomembno, kakšna je celica družine, dojemanje odnosov, v katere ste bili rojeni, kako to nekako ste ponotranjili in zdaj aplicirate v odnose, ki jih imate vi, predvsem s svojimi otroci. Torej, kar nekaj pogleda vase se vam obeta, so pa to uvidi, ki vam bodo pomagali postaviti stvari mogoče malo drugače. Število življenjske poti 7. Pred nami je teden, v katerem boste vi občutno lažje razmišljali, presojali, tehtali, analizirali vse to, kar vi radi počnete. Podobno velja tudi kasneje za mesec april. Torej, tehtajte, kaj vas osrečuje in kaj ne. Ne tehtati, kaj lahko naredite boljš, pa kaj ste naredili slabš, pa kje se je komu naredila krivica. Tehtajte vašo lastno srečo. Kolikokrat tekom dneva, kolikokrat tekom tedna, tekom meseca, tekom leta, tekom življenja ste se vprašali, ali me to osrečuje, ali se sprašujete, ali je to prav, je to pravično, je to pravilno, kaj je pravzaprav tisto, kar je merilo za vaše odločitve. Mesec aprilu bo več kot dovolj dogodkov, ki vam bo to nekako želelo razkriti in pokazati. V prvem tednu, torej se pravi v 13. tednu, pa prevzemite odgovornost za vse tiste trenutke, ko ste bili pa vi prestrogi do sebe, ko ste prehitro preveč zahtevali od sebe. Torej, pred vami je mesec, ki vam bo dal veliko možnosti osebnostnega razvoja na način, da ste bolj nežni do sebe. A bo šlo? Bo. Število življenjske poti 8. Pred vami je teden, v katerem boste morda najprej, tako kot običajno, želeli rezultate. Želeli, da se stvari premaknejo, želeli uvide, želeli nekaj prijeti v roke in s tem nekaj narediti. Potem boste pa ugotovili, da to ne gre tako zelo hitro. Poslušajte svoje telo, v čemu uživate. Zjutraj, ko se zbudite,
Kdaj ste polni energije, kdaj komaj čakate, da skočite iz postelje, že zvečer komaj čakate, da boste zjutraj vstali. Saj veste, ko gremo na morje, smo vsi navdušeni drug dan zjutraj. Yes. Kdaj ste se nazadnje tako počutili? Pri katerih projektih, pri katerih stvarih, ki jih počnete, se tako počutite? In če boste ugotovili, da jih je bore malo, potem je aprila skrajni čas, da jih dodate. Da dodate bolj zdrave odločitve, kot poudarjamo že celo oddajo. In predvsem, da izbirate tisto, kar vas osrečuje in tisto, kar vam prinaša, ne bom rekla takojšnji rezultat, ampak občutek izpolnjenosti. Seveda, aprila bo več kot dovolj priložnosti za počitek, dajte malo izpreči in poslušati sebe, poslušati tiste trenutke, ko vam telo želi povedati, da je dovolj, da je čas za počitek, za zabavo, dajte enostavno razpreči. In še število življenjske poti 9. Za vas predvsem bo mesec april obdobje predelovanja preteklosti, pogleda nazaj, čisto nazaj v otroške dneve, in tudi v lansko leto. Torej, za vas predvsem je zadnjih 18 mesecev takšnih, ki so bili za nekaj v vašem življenju zelo ključni. V mesecu aprilu se dajte vprašati, ali se s temi odločitvami zadnjih 18 mesecev še vedno strinjate ali morda bi jih vseeno malo popravili. Tale 13. teden pred nami bi lahko v prvi fazi, se pravi prvi dnevi aprila, prebudil občutke jeze, trme, užaljenosti, ujetosti, tudi strahu, se pravi čustva, ki bodo mogoče malo imela bolj negativno konotacijo, bodo močnejša. Nič ne de, samo ozaveščajte, samo prisluhnite. Predvsem sebi, predvsem temu, kar želite vi povedati in se vprašajte, kdaj niste imeli možnosti se izražati in kdaj ste se izrazili, pa niste bili slišani. Torej, sam mesec april bo prinesel eno veliko možnost zdravljenja preteklosti, torej ne je pogrevati, ne je samo analizirati, ampak jo dajte pozdraviti. Dajte odpustiti sebi, če je potrebno, in drugim. Torej, pred vami je zelo zanimivo obdobje, v katerem se boste, drage moje devetke, kar malo upirale predvsem sami sebi, ampak jaz verjamem, da do konca aprila boste spoznali, zakaj se stvari komplicirajo. Tako, to je bil pregled tega tedna. Pred nami so zanimive energije. Zelo zanimive energije. Vsi mi bomo mogoče opazili, da se nečesa bojimo, česar si nismo mislili, da se bojimo. Vse to, kar sem povedala, pri katerem koli številu velja za vse nas. To so pravzaprav dokaj splošne smernice, če smo iskreni. Če smo iskreni do sebe. Ampak, kot sem že na začetku rekla, včasih je lažje samega sebe naplahtati, kot pa se soočiti s tistim, kar nam ni všeč. Včasih smo tako zelo vpeti v pričakovanja okolice, v pričakovanja naših staršev, naših prednikov, družbe, v kateri smo, nekih stvari, ki smo si jih zadali v preteklosti. Morda ste si zadali nek cilj 10 let nazaj, neke vrednote, nek način razmišljanja, način funkcioniranja, način merjenja in ocenjevanja sebe 10-15 let nazaj in še vedno po tem načinu funkcionirate, čeprav ste se vi pa spremenili. Morda pa je čas, da si zdajle aprila dovolite biti, kdor ste. Ne glede na to, kaj bo mama rekla, kaj bo ata rekel, kaj bo sosede rekla, kaj bo učiteljica v šoli rekla, kaj bo šef rekel, to zdaj ne pomeni, da se boste obnašali sila neprimerno, ne me poslušati, ne me tako razumeti, ne tako obrniti, ampak prisluhnite sebi. Kaj je tisto, kar je bilo nekako napisano v vašo knjigo življenja? Ker ja, vsi se rodimo kot bel nepopisan list, ampak v uvodu, v predgovoru, tudi v knjigah običajno kaj najdemo? Priporočila drugih avtorjev, priporočila strokovnjakov. Ko boste kupili knjigo o komunikaciji avtorja A, boste zagotovo v uvodni besedi, v predgovoru našli avtorja B, ki je isto strokovnjak in bo podal svoje mnenje, še preden bo ta originalen avtor sploh prišel do besede. V življenju je pa isto. Preden smo mi sploh nekako prišli do besede, se je uvod ali predgovor ali uvertura pisal v knjigo našega življenja. In določena obdobja, kot je letošnje leto, so potrebne, da nas zdrmajo, da nas pretresajo, da se nas dotaknejo na način, da rečemo, čakamo samo malo. To pa več ne sodi v ta prostor, v ta čas. Če gledamo globalno, jaz upam, da bo končno prišel čas, ko bomo premagali rasizem, šovinizem, pa še marsikaj drugega.
Na ravni vsakega posameznika, pa predvsem v mesecu aprilu letošnjega leta, bo lažje prepoznati, katere omejitve smo nekako ponotranjili, pa niso naše. Naši starši, naši učitelji prihajajo iz nekega drugačnega časa, prihajajo z drugačno mentaliteto. Tudi mi prihajamo z drugačnega časa kot današnji mladi, z drugačno mentaliteto. To je normalno, krog življenja, cikel življenja, spirala življenja. Ampak v tej spirali ste vi živi, prisotni, prisebni, čuječi. Torej, v vsakem trenutku se odločate, katere so vaše vrline, katere so vaše vrednote, katere so vaše prioritete, ki se tekom življenja normalno spreminjajo. Torej, aprila, namesto da bi rinili z glavo skozi zid, namesto da bi iskali odgovore izven sebe, potrditve izven sebe, se raje umirimo. Pejmo v naravo, objemimo drevo, sedmo se pod drevo. Če nam bo jabolko padlo na glavo, nas bo mogoče celo razsvetlilo. Tudi največji izumi so se včasih tako rodili na nek način. Pojdite v svoje telo, opazujte svoje dihanje. Ali dihate svobodno, ali dihate plitko, ali dihate prehitro. Kako zajamete zrak, kako spustite zrak. Ali izdihnete do konca, ali nemaro samo na pol. Česar se torej oklepate? To je pravzaprav znak oklepanja. Torej, dragi moji, v aprilu opazujte svojo držo, svoje počutje, svoj način funkcioniranja, česa vas je strah, zakaj vas je strah, česa se oklepate in zakaj pravzaprav menite, mislite in verjamete, kar verjamete. Jaz bom z vami takoj naslednji teden znova v ponedeljek na ETV ob 8, ko bomo pogledali, kaj naslednji teden prinaša. Naučili pa se bomo tudi izračunati življenjske lekcije. Zanimiva oddaja se nam obeta naslednji teden. Za sedaj vam želim fantastičen prehod v april, čudovit mesec. Če vas zanima malo več o numerologiji in še čim drugim, seveda vabljeni na mojo spletno stran www.lili-forum.com. Če imate vprašanje, mi pišete na ls@lili-forum.com. Zdaj pa vam želim en čudovit pričetek tedna in kasneje meseca. Pa, pa!